prav prijeten in lep dober večer vsem skupaj. Veseli me, da ste se zbrali v tako velikem številu, zato ker vidim nekaj novih obrazov. Rad sem spregovoril nekaj besed o samih večernih akademijah. In sicer večerne akademije so izobraževalni dogodki, kamor povabimo strokovnjake z nekega področja, da vam predavajo in predstavijo nekaj dejstev o določenih temah. Njihov namen je izobraževati, povezovati in odpirati dialog med javnostjo in akademsko skupnostjo. Trajajo približno 1,5 ure, sestavljene so pa najprej iz predavanja gostje, ki traja 45 minut, potem pa sledi čas za vaše vprašanja. Kasneje, potem pa ste vsi povabljeni še na pogostitev v naši kavarni. Danes se bomo osredotočili na temo depresija in anksioznost, in povabili smo pa profesorico doktorico Vesno Švab, ki je priznana slovenska psihiatrinja. Ima doktorat iz psihosocialne rehabilitacije in več kot 40-letne izkušnje na področju zdravljenja duševnih motenj. Kot profesorica psihiatrije na Medicinski fakulteti v Univerzi v Ljubljani poučuje in mentorira študente. Njeno raziskovalno delo vključuje več kot 300 objav na temo stigme, diskriminacije, reforme duševnega zdravja ter skupnostne oskrbe. Bila je ena najpomembnejših akterjev pri zasnovi in izvedbi nacionalnega načrta za duševno zdravje v Sloveniji. Prav tako je sooblikovala interdisciplinarne učne načrte za duševno zdravje. Leta 1992 je ustanovila društvo Šent, največjo nevladno organizacijo v Sloveniji na področju duševnega zdravja, kjer je bila tudi 15 let predsednica. Vodila je projekte za zmanjšanje stigmatizacije in izboljšanje kakovosti skupnostne obravnave. Njena prizadevanja vključujejo tudi sodelovanje v mednarodnih raziskavah in projektih za deinstitucionalizacijo duševnega zdravja. Predavateljica, to lahko tudi poudarim, pa se med drugim zavzema tudi za zaščito človekovih pravic za ljudi z duševnimi motnjami. Torej, res najlepša hvala za prijazno predstavitev in za povabilo na vašo akademijo. Zelo všeč mi je ali pa zelo toplo mi je pri srcu, ko vidim, koliko vas je, ki vas zanima področje depresije in duševnih motenj nasploh. Čeprav razumem, prihajate iz zelo različnih sredin, med vami so študentje, svojci, uporabniki, ljudje z izkušnjo, ljudje, ki nimajo nobene izkušnje, pa se vendarle želijo učiti o problemu in to taka raznolika druščina je najboljša možnost za nadaljevanje dialoga na področju tega, kaj je potrebno tudi storiti za izboljšanje oskrbe na področju duševnega zdravja. Jaz sem v tej predstavitvi pripravila čisto preveč stvari, ker sem se tako veselila govoriti z vami. Sem se zdaj na koncu odločila, da bom nekatere preletela bolj na hitro, nekatere pa malo bolj podrobno. Torej, želela sem nekaj vam povedati o znakih duševnih motenj, nekaj predvsem depresije, nekaj o samomoru, ki je velik javnozdravstveni problem še vedno pri nas, nekaj o tem, zakaj duševne motnje sploh nastanejo, med njimi posebej depresija. Predvsem pa sem želela z vami govoriti o tem, kako to obvladovati oziroma na kakšen način reagirati, zdaj posebej v času, ko govorimo, da smo izpostavljeni epidemiji duševnih motenj in da naj bi imel skorajda vsak drugi ali pa vsak tretji od nas tako hude duševne težave, da bi morali se že zdraviti nekako ali pa vsaj poskusiti se nekako obravnavati na različen način. Na koncu sem pa želela predstaviti neke mednarodne smernice na področju obravnave, ki so danes za ta prostor, se mi zdi še posebej pomembne. Tako da nekatera področja naštetih bom malo preletela. Ta moja predstavitev je malo zmešan, zgleda, ker je malo angleščini, malo v slovenščini, ne zamerite, hitela sem pa veliko sem hotela povedati. Torej najprej osnove, zdaj kaj so znaki depresije, tisti, ki študirate, ki se s tem ukvarjate, znaki depresije so splošno znani, jih je zelo veliko, to so tisti občutki, ki jih pravzaprav poznamo vsi iz vsakdanjega življenja v nekih obdobjih,
svojega življenja smo bolj potrti, nekoliko bolj upočasnjeni, nekoliko bolj zaskrbljeni, nekoliko bolj se počutimo nemočne, ne. Pa navadno ti občutki izzvenijo pri večini ljudi v enem krajšem časovnem obdobju, jih nekako, kako se reče, zguramo naprej, ne, poskušamo, jih preživimo, jih odložimo in ponovno začnemo funkcionirati. Zdaj, če pa ti občutki ne trajajo dolgo časa, če nas, in če močno ovirajo naše funkcioniranje, predvsem, stvari, kot so skrb zase, za druge, za delo in podobne stvari, potem pa je to že depresija. Zdaj, ena izmed značilnosti depresije je to, da je mišljenje zelo, upočasnjeno, vsaj navadno, ne. Takrat, kadar smo ali pa še enkrat, zdaj blage znake depresije poznamo iz vsakdanjega. Ker smo potrti, je tudi naše mišljenje precej upočasnjeno in razmišljamo o žalostnih stvareh ali pa premlevamo zadeve, ki pravzaprav niso, ki jih nekako ne moremo obvladati v življenju, ki nas skrbijo ali pa ki nam, povzročajo, hudo trpljenje. Torej, depresija poteka tako kot vse ostale duševne motnje, pravzaprav na spektru. Od zelo blagih težav, ki jih, kot sem rekla, poznamo vsi, do zelo hudih, pri katerih seveda so te skrbi, ti občutki krivde, zaskrbljenosti zase in za svet tako hudi, da že dosegajo razsežnost ploden, to je nekih zmotnih prepričanj, da jih pač ni mogoče pravzaprav, umestiti v okvir, realnosti. Takole je v eni publikaciji, Nacionalnega inštituta za javno zdravje opisano, kaj vse depresija je, in če pogledate, je pravzaprav gre za en kup nekih fenomenov, nekih znakov, ki, kot sem že rekla, jih malodaj, kar nekaj poznamo, tudi iz vsakdanjega življenja. Če samo na mišljenje se osredotočim, vsi imamo kdaj občutek, da nismo v redu, da smo slabi, da nismo dosegli tistega, kar smo, hoteli, da naše prizadevanje nima smisla in seveda prav gotovo včasih, vsaj včasih, vsakdo od nas, ki smo občutljivi, ne, pomisli tudi na to, da je včasih tako hudo, da bi si človek kar zaželel, da bi se vse skupaj končalo. Torej, nobeden izmed znakov depresivnosti človeškemu bitju ni tujen. Je pa res, da v bolezenskih razsežnostih, če so taka razmišljanja in taka čutenja zelo dolgotrajna, če trajajo več tednov, več mesecev in pa če močno vplivajo na našo funkcijo, kot sem rekla, je pa to že nekaj, čemur rečemo tudi bolezen in depresija. Vincent van Gogh je bil eden izmed ljudi, ki je bil v tem, saj veste, ne, zelo depresiven v svojem, veliko velikih ljudi je bilo depresivnih v svojem življenju, zelo depresivnih, recimo Beethoven, prav gotovo, pa Van Gogh, pa da ne govorim o Churchillu, mislim, veliko je teh, ljudi, ki so poročali o svojem, depresivnem razpoloženju v svojem življenju, ampak nobena slika morda bolj kot ta ne pokaže, tega, kako, povezana je, depresija tudi s tesnobo, o kateri nisva napisala nič v naslovu, ne. Ampak gre za to, da je pravzaprav ta občutek žalosti, obupa, ki preplavlja ljudi, povezan tudi z nekimi občutki, tesnobe in napetosti, ki so zelo, hude, kar se mišljenja tiče, kot sem že rekla, je upočasnjeno, pojavljajo se motnje koncentracije, pozornosti, zelo lahko ali pa zelo pogosto se depresijo zamenjuje z demenco v nekaterih fazah, začetnih fazah demence, no. Potem seveda ta zavrtost, ne, ženske, poznate verjetno iz vsakdanjega življenja tudi tisto obdobje depresivnosti, ko smo pa pravzaprav, ko smo hkrati žalostne in pa hiperaktivne. Jaz ne vem, mislim, da je to
bolj značilno za žensko populacijo, ko ves čas nekaj pospravljamo, nekaj delamo, nekaj rihtamo, nekaj počnemo, ne veš, zadnji pa en občutek, da pravzaprav nič in tudi to, kar počnemo, navadno ni zelo funkcionalno. Torej, v depresiji ste lahko tudi agitirani, tudi hiperaktivni. Utrujenost je ena tak znak, znak je tudi huda nespečnost in podobno. Tisto še enkrat poudarjam, najprej ali pa zelo pomemben znak depresivnosti, če boste srečevali ali pa govorili z depresivnimi ljudmi, boste videli, da imajo zelo hude težave pri razmišljanju in da imajo tudi kar hude spominske motnje. Razlog za to, da se ljudje začnejo zanemarjati takrat, kadar so depresivni, da se ne umivajo, da zanemarjajo svoje okolje, da so videti leni, ne, je pravzaprav to, da ne morejo procesirati, ne morejo razvrščati, ne morejo načrtovati svojih dejavnosti na ustrezen način, zato ker tega ne morejo domisliti. Tako da to je eden izmed pomembnih znakov in pa seveda znak depresije, čeprav tole je malo heretično, negativni simptomi je nekaj, kar sodi k drugim diagnozam, bolj shizofreniji, ampak vendarle depresija se tudi sama po sebi pravzaprav kaže tudi pri drugih oblikah duševnih motenj s tem, da pravzaprav ljudje se umaknejo tudi Zdaj depresija je navadno zelo slabo prepoznana, je zelo slabo prepoznana duševna motnja, zato ker ljudje o njej zelo malo poročajo. Posebej težko poročajo o njej moški. Ne? Boste videli, kakšne so posledice. Ampak torej ljudje, ki so depresivni, se ne počutijo samo žalostni. Ne? Večkrat kot žalostni se počutijo prazni. Imajo občutke praznine, popolne brezvoljnosti in so tudi čustveno brezizrazni. Na splošnem si ljudje mislimo, da kadar smo depresivni, da jočemo ali pa izražamo svoje čustva žalosti, ampak resnica je pravzaprav zelo drugačna. Ljudje, ki so zelo depresivni, ne pokažejo nič. Ne povedo nič, ne pokažejo nič in povedo tudi, da ne čutijo ničesar. To je najhujša oblika depresivnosti. Seveda v svojih skrajnih fazah je depresija, ali pa v svojih hudih oblikah je depresija močno povezana z samomorom, z razmišljanjem o smrti in o tem, da je treba, kar izhaja iz teh občutkov krivde, nemoči, tesnobe, kako najboljše je reči, hudega trpljenja, ki ga ti ljudje doživljajo. Seveda obstaja kar veliko dejavnikov tveganja za samomor, med njimi se zelo veliko govori o tem, da moški naredijo skoraj 3-krat pogosteje samomor kot ženske, da so, ne vem, če veste, da je samomorilnost najpogostejša med starimi ljudmi, da smo v vrhu Evrope, ne več po samomoru na splošno, ampak kar se tiče samomora pri starostnikih, pa prav gotovo, da so stari ljudje, da pri starih ljudeh ta količnik samomora, ki sicer upada pri drugih starostnih skupinah, pri nas ne upada prav nič, ampak celo raste v nekaterih območjih. Skratka, starost je očitno postal pri nas en hud dejavnik tveganja za depresijo in za samomorilnost, da ljudje obupujejo v starosti, pa mislim, da seveda ta družba in to družbeno okolje nujno potrebuje razmislek o tem, zakaj je to tako. Seveda, ta samomor je seveda povezan z tudi številnimi drugimi dejavniki, pa naj jih postopoma poskušam razvrstiti. Tisto, kar je seveda najbolj nevarno, je to, da za končen samomorilen izid je to, da imate ljudi, ki so že večkrat poskušali samomor, pa so se že večkrat prej samo poškodovali. To je velik dejavnik tveganja, ki ga morate vzeti, kjerkoli delate, karkoli počnete v življenju, skrajno resno. Tisti, ki so samomor že naredili, so bistveno bolj ogroženi kot drugi ljudje. Seveda so pa ogroženi tudi ti, zelo ogroženi tudi tisti, ki izhajajo iz družinskega okolja, v katerem
v katerem je bil samomor. Jaz imam eno pacientko, o njej govorim zato, ker jo vsi poznate, ker javno govori o tem, o tej svoji izkušnji smrti v družinih, ki seveda pripoveduje zelo jasno, kako veliko breme je to, da doživiš samomor svojega bližnjega in kako je to ena izmed največjih uteži, ki pravzaprav vodi v samomorilna razmišljanja. Zlorabe paste, seveda vse diagnoze, telesne bolezni, čeprav ne tako hudo, kot se nam je zdelo včasih. Včasih smo mislili, da seveda ljudje, ki so na smrt bolni, da razmišljajo, da bi si kaj naredili, zdaj danes se izkaže, pa danes vemo, da večina hudo bolnih, veš, se pravzaprav bori in šele jih ob hudem, res neznosnem trpljenju začne razmišljati o tem, da bi naredili samomor. Tudi okrog te evtanazije, to razmišljanje treba malo relativizirati. Alkohol je zelo velik dejavnik tveganja. Pa seveda to, da so ljudje, to je tudi povezano z odvisnostjo alkohola, impulzivni, da se ne znajo zadržati, da imajo te hitre reakcije. Pa seveda osamljeni sami iz tistih, ki so veliko izgubili v preteklosti, ki imajo hude finančne težave. Biti zadolžen je eden izmed najhujših dejavnikov tveganja za samomor, če pogledate te dejavnike. Torej, če razvrstimo te dejavnike po teži, potem je, bom rekla, najprej največja utež za nevarnost samomora so prejšnji poskusi samomora, potem depresija in odvisnost od alkohola in pa to, kar ta družinska anamneza samomora. Tik pred poskusom samomora je navadno vedejo drugače kot sicer depresivni ljudje. Večkrat se pokaže, da so tik preden ljudje dvignejo roko na sebe, da se pravzaprav nekoliko razvedrijo, razbremenijo. Začnejo urejati svoje zadeve, razdajati svoje premoženje. Lahko so jezni, lahko pa tudi nekako videti brezbrižni ali pa manj potrti kot prej. Torej zdaj tisto, kar je mogoče narediti, ne strani laikov, ljudi je tudi, da ljudi, ki nam pripovedujejo o sebi. Ali pa da ne zbežimo pred stisko, ki jo v vsakdanjem okolju. Pa da hkrati vendarle se naučimo, tisti, ki delate na področju duševnega zdravja, vendarle funkcionirati. To je osnovna veščina na 2 ravneh. Eno je to, da znate slišati in se identificirati, razumeti, kaj vam ljudje govorijo, sočustvovati, hkrati pa videti oziroma poskušati objektivno oceniti zadevo in vprašati, kar je treba vprašati, če mislite, da so ljudje lahko samomorilno ogroženi. Zato, ker redko kdo postavi to vprašanje, je pa ključno za to, da lahko ljudje o tem začnejo govoriti. Čeprav seveda danes to vsi vejo in vsi tisto, kar se nam dogaja v službo za duševno zdravje, je, da sestre, recimo, ki delajo te začetne triažne razgovore, takoj začnejo spraševati o samomoru. To ni primerno, to ni v redu. Torej, gre za to, da ljudi, ki so globoko potrti, vendarle vzamete skrajno resno, da jih poslušate, da si vzamete zanje čas in če ocenite, da je njihova potrtost huda, vendarle vprašajte, ali razmišljajo o samomoru. Kako reagiramo ali pa kako reagiramo v situacijah, ko srečujemo ljudi, ki so samomorilno ogroženi, je odvisno od številnih dejavnikov. Tukaj je našteto le nekaj od njih. Med njimi je seveda so tudi naše izkušnje z samomorom in napotki, ki nas morda obremenjujemo v
v teh okoliščinah. Zdaj pa pravila, kako komunicirati z ljudmi, ki so samomorilno ogroženi, pa so pravzaprav izjemno enostavna in jih je mogoče, tele so podrobno opisane, ampak najlažje jih je opisati tako kot z drugimi ljudmi. Tako kot z prijatelji, tako kot z ljudmi, ki so nam blizu in za katere nam je mar. Torej, brez obsojanja, ne. Ne, da bi nas bilo strah, ne, kaj se bo zgodilo. Ne brezskrbno in ne pretirano zaskrbljeno. Skratka, gre za neko uravnotežen pristop, v katerem daste človeku občutek, da se lahko opre na vas, pa vendar in da se ne boste, da ne boste pobegnili pred njegovimi težavami. Ne svetujte preveč, svetovanje je, kaj ne rečem, jaz bi rekla, najrajši prepovedano, ne. Svetovna zdravstvena organizacija je pred nekaj leti imela ob dnevu duševnega zdravja posebej opozarjala na to, da se je svetovalno delo na področju duševnega zdravja, to, da ljudje pa naj poskrbijo zase, pa da je, a veš, da je vse, da se bojo zadeve uredile, da je to napačno, površno ravnanje, ki ljudi pravzaprav odvrača od iskanja pomoči. Torej poslušati, vzeti si čas, ne omalovaževati, nikoli ne svetujte prehitro. Povprašajte o tem, kdo lahko pomaga v teh okoliščinah in tisto, kar je ključno, povejte, če vas skrbi. Ljudje neskončno cenijo, če lahko če poveste o tem, kako občutite njihovo stisko. In seveda nikoli provocirati. Provokacije so v primeru depresivnosti pa samomorilne ogroženosti nekako prepovedane, načelno so te temeljna moralna načela, ki jih gotovo delite tudi v vaši skupnosti. Treba je ohranjati življenje, skrbeti, izražati zaskrbljenost, skrb in pa ne se umikati, pa poiskati seveda obstoječe vire pomoči. Zdaj, tisto, kar je očitno zdaj pri obvladovanju depresije pa tudi drugih duševnih motenj, je to, da v 21. stoletju vemo, da so to področja dela, kjer pravzaprav nikoli ne bi smeli biti sami. Če delate na področju duševnega zdravja, je izjemno malo stanj in pa patologij takšnih, ki bi jih lahko obvladali sami ali za katere bi se lahko počutili, da jih lahko obvladujete sami v naravnem okolju. Večina dela na področju zdravja se izvaja timsko, povezano v delovni skupini in ki omogoča, da prepoznate tudi lastne predsodke, napake in pa kjer lahko delite svoje skrbi, ki jih imate v zvezi z obravnavo pacienta. Drugi del mojega predavanja je namenjen prepoznavanju pa razumevanju vzrokov za duševne motnje. Jaz vem, da je to že taka obrabljena tema, ampak vendarle naj poudarim, no, da tudi kar se depresije tiče, je treba razumeti, da so vzroki za nastanek te bolezni ali pa te motnje, pa tudi vseh drugih duševnih motenj vedno in nujno kompleksni. Da tukaj na področju duševnih motenj ni enostavnih odgovorov za nikogar od nas in pa od pacientov, ki jih obravnavam. Jaz ne moremo reči, da je nekaj samo, da je nek dogodek ali pa nek odnos ali pa nek človek, posebej ne v njihovem življenju, povzročil duševno motnjo. Prav vedno ne gre za neko sodelovanje različnih dejavnikov, med njimi je seveda tudi genetska občutljivost, pa zgodnje izkušnje, pritiski okolice, stres, ki se je zgodil v življenju
in podobno. Če pogledate epidemijo, kaj so najpomembnejši razlogi za pogostost duševnih motenj nasploh, se pregled raziskav kaže, da so duševne motnje bistveno pogostejše v okoljih, kjer je veliko stresa zaradi revščine in neenakosti. Torej, okolja, kjer se kopičijo duševne motnje, so pravzaprav tista, v kateri je tudi največ socialnih stisk. In to drži kot pribito. Zdaj, pri nas ima seveda se je področje duševnega zdravja in psihoterapije, nekako se pogovarjamo o tem kot o področju, kjer pravzaprav bi morali doseči zelo vse ljudi z vsemi problemi, ki si želijo tudi nekega osebnega napredka ali kaj, ampak dejansko je pa tista skupina, ki najbolj potrebuje pomoč, tudi zaradi samomora in tudi zaradi depresije, tista, ki je izpostavljena revščini, socialni izključenosti in preko tega visokim stresorjem. Ni hujšega stresa, kot da ste brezposelni, brez denarja, da ne morete nuditi svojim otrokom recimo tistega, kar potrebujejo, da zjutraj, ko vstanete, ne veste, kaj bi počeli. To so najbolj stresne okoliščine v življenju in to seveda vodi v duševne motnje. Včasih smo mislili, da duševne motnje vodijo v nek socialni zdrs posameznikov, izkazalo pa se je, da je povezava bistveno močnejša na drugi strani, torej da socialna izključenost in revščina predstavljata ogromen dejavnik tveganja za duševne motnje. Zdaj, na podlagi tega razumevanja pogostosti epidemiologije duševnih motenj in epidemije duševnih motenj, ki jo zdaj dokazujejo številni raziskovalci, so nastala tale priporočila Svetovne zdravstvene organizacije, med njimi posebej opozarjam na tega, to so prosto dostopna literatura boja, ki govorijo o tem, kako pravzaprav je treba, ali pa kakšna so načela pomoči ljudem v duševni stiski, ki naj bi jih bilo danes vse več. Samo eno kratko vprašanje, da ne bom skozi govorila, bi prosila, če komu pride na misel, a se vam zdi, da je duševnih motenj dejansko več, kot jih je bilo kdajkoli prej? Ima kdo mnenje, kakšno stališče glede tega? To se zdaj povsod govori? Saj veste, COVID. Ja ali ne? Ja. To je prav gotovo dober odgovor, odlično, to je pač eden izmed razlogov. Na vsak način je to jaz, tako se mi zdi včasih, vidim to kot zastraševanje celo javnosti za tem, da ne bi bilo pač posebej recimo v obdobju covida, teh duševnih motenj toliko, posebej pri mladih, da ne bi bili kar nekako že obsojena generacija, zaradi tega, ker so bili nekaj tednov ali nekaj mesecev v neki izolaciji, se mi zdi zelo problematično. Recimo, to je eden izmed predmetov, o katerih bi morali diskutirati tudi v našem okolju. No, ampak če se vrnem k tem, kako se zdravi. Zdaj, tukaj obstajajo neke smernice, oprostite, ki so tukaj tole v angleščini, ampak tukaj pravijo, da pravzaprav tisto, kar bi morali ponuditi v nekem, v vsakem okolju v Evropi, kjer se nam zdi, da duševne motnje naraščajo, posebej pri mladih, da bi morali pravzaprav ponuditi neke nizkopražne intervencije, ki bi omogočile, da bi ljudem lahko pravočasno priskočili na pomoč, predno bi razvili neka hujša psihopatološka stanja. Tisto, kar so naredili Belgijci, in to je edini do zdaj
znano uspešen preventivni program v Evropi, kar se tiče preprečevanja duševnih motenj, je to, da so na teren spustili veliko navadnih psihologov pa drugih ljudi, ki delujejo na področju duševnega zdravja, zato da so delali z mladimi, ki so pokazali kakršnekoli stiske, tudi blage narave, zato da so jim pomagali, da so te blažje težave premagali in da so jim stali ob strani, brez visoko klinično-psiholoških, ne vem kako specialističnih preiskav, ampak samo neke, kaj ne rečem, sočutne, enostavne, nizkopražne intervencije so se izkazale za zelo uspešne. Torej zelo pomembno izgleda je tudi treba, da je treba ukrepiti ta osnovno zdravstveno varstvo, seveda z osebnimi zdravniki, da bodo lahko pomagali ljudem dovolj zgodaj in da je tisto, kar pri depresiji prime, pravzaprav nekako pripravi depresiji z vsemi simptomi, pa pravzaprav neka kombinacija zdravljenja z zdravili, različnih oblik psihoterapije, posebej ta kognitivno-vedenjska ne bi bila v redu, pa seveda tudi podpora v okolici. Torej tisto, kar je v priporočilih, če poenostavim, kako zmanjšamo oziroma kako vplivamo na visoko pogostost depresije, je to, da pravzaprav, da moramo pristopiti z različnimi načini, pa ne nujno zelo visoko specialistično. Tako da tisto, kar je vse bolj jasno v priporočilih za obvladovanje depresije, je, da je treba aktivirati ljudi na primarni ravni zdravstvenega in socialnega varstva in pa skupine ljudi v skupnosti, kot ste verjetno tudi vi, ne, ki znajo pomagati drug drugemu. Vse več se govori o laični pomoči, o tem, da je ključna za obvladovanje na videz naraščajočih težav v duševnem zdravju v skupnosti prav medsebojna pomoč, laična pomoč, da strokovna specialistična pomoč ne more odgovoriti na večino problemov in prav COVID nam je pokazal zelo enostavnimi, recimo izjemne uspehe pri obvladovanju blagih depresivnih stanj. Torej temeljna sporočila v mednarodni literaturi, koliko sem jaz že delala s časom? Kako? Imam še čas. Torej temeljna sporočila so, da je vendarle dobro, depresijo treba prepoznati, ne, da je depresija marsikaj, kot sem že prej rekla, je na spektru, ne, od nekih blažjih stanj do zelo hudih stanj. Pri starejših je depresija povsem drugače izgleda kot pri mladih ljudeh in da se seveda drugače razlaga, izkazuje v različnih kulturnih okoljih. Če vzamemo kulturno okolje, je nedvomno res, da se recimo depresija pri moških kaže povsem drugače kot depresija pri ženskah. In pa da je ta visoka pogostost samomora pri moških lahko posledica, vsaj deloma posledica tudi tega, da pravzaprav depresijo pri moških zelo slabo prepoznamo. Ker se kaže na drugačne načine kot pri ženskah. Ženske pridejo, povejo, so žalostne, ne pridemo, ne se, veš, potožimo, ne delimo, ne, veš, hitro izrazimo svoje stiske, ne, medtem ko je ta kultura moči pri moški populaciji, to je najpreprostejša razlaga, tako nekako poskušamo vendarle preprečuje, da bi moški pri nas v našem kulturnem okolju zelo tožili o svojih psihičnih težavah. Pa tudi, ne, seveda pri nas se, predvsem v moški populaciji, zelo pogosto tesnoba in na žalost gasita z alkoholom, kar lahko povzroči, da depresivna stanska slika ne izgleda tako, kot bi morala izgledati
in potem ljudi diagnosticiramo kot odvisnike, namesto da bi jim pomagali pri njihovim osnovni težavi. Torej, preventiva je ključna, ne, ta medsebojna pomoč, laična pomoč je nekaj, kar zdaj le ostaja kot eden izmed pomembnih oblik pomoči. Odgovor, torej iz depresivnega stanja se ljudje pobirajo vsak na svoj način, torej vsaka rehabilitacija, vsako okrevanje po depresiji je nekoliko drugačna. In pa tisto, kar je še zelo pomembno v mednarodnih priporočilih, je to, da kaže, da si ljudje, ki imajo izkušnjo depresije ali pa kakšne druge duševne motnje, da lahko bistveno pripomorejo k temu, da se skrb za depresivne ljudi poveča. Torej, moč ljudi z izkušnjo se je izkazala posebej v času covida kot eden izmed osnovnih terapevtskih dejavnikov za obvladovanje zelo pogostih, zelo hudih težav, ki so se pojavljale v tem obdobju, ko seveda so vse druge ustanove zapirale svoja vrata. Bolnice niso delale, za tretjino do 2/3 ljudi so kar odpustili, ambulante ni mogel nobeden doseči, vsi so se zaprli. Tisto, kar pa je ostalo v času covida, pa je bila medsebojna pomoč, ki so jo ljudje zelo uspešno izkazovali. Torej, tisto, kar je v smernicah, je tudi, da mora biti vsaka pomoč zelo personalizirana, zelo usmerjena na posameznika, da je potrebno nekako v korakih pristopati k pomoči, začeti najprej z nizkopražnimi oblikami pomoči, predno nadaljujemo z bolj kompleksnimi. Torej, tisto, še enkrat ponavljam, tisto, kar se je izkazalo v preteklih letih, je, da se je seveda zelo obneslo te oblike medsebojne pomoči. Smernice so zdaj okrog obvladovanja depresije in drugih duševnih motenj so objavljene vse povsod. Naj na koncu omenim predvsem to, da je očitno, da je duševno zdravje populacije povezano, zelo tesno povezano z tem, kako se ravna z ljudmi, ki imajo duševne motnje. Torej, to je tako trdno dokazano, kot je recimo to, da antidepresivna zdravila pomagajo. Torej, naš odnos do ljudi, ki se izkažejo, ki imajo duševne motnje, ali pa ki so bili recimo hospitalizirani, ali pa ki pridejo v naših oskrbo, je izjemno pomembna determinanta tega, kako bodo okrevali in kako se bodo pobrali v življenju. In te kršitve človekovih pravic, ki se dogajajo še vedno v službah za duševno zdravje povsod po svetu in tudi pri nas, so ocenjene kot nezadostno naslovljene. Torej, tisto, kar predlagajo tudi Združeni narodi v svojih zadnjih poročilih že iz leta 2024, je to, da pravzaprav je potrebno v obravnavi duševnih motenj preseči biomedicinski koncept in da je ključni pristop tisti, ki upošteva pravice ljudi, ki se zaradi duševnih motenj obravnavajo. Torej, osnova teh akcijskih planov na področju duševnega zdravja je pravzaprav antistigmatizacija. Gre za to, da poskušamo čim več oskrbe, vendarle za čim več oskrbe zagotoviti ljudem v bližini njihovih domov, zunaj inštitucij in da se povezujemo med sektorji in med strokovnjaki za to, da lahko odgovorimo na potrebe ljudi, ne le na njihove psihopatološke znake. Torej, videti je, da smo z biomedicinskim konceptom obravnave duševnih motenj pretiravali, da smo šli predaleč pri predpisovanju antidepresivov.
antidepresivov je preseglo vse razumne meje. Torej, izgleda, da bo treba vendarle pristopiti k obravnavi duševnih motenj na bolj kompleksne načine in da je razlog za to, da smo se tako omejeno lotevali teh problemov, pravzaprav ta temeljni problem stigmatizacije duševnih motenj. Tle je napisano to, kar sem že povedala. Treba večino obravnave na področju duševnega zdravja bi bilo treba opraviti v skupnosti, torej blizu ljudi, ki so v težavah, ne v nekih institucionalnih oblikah bivanja. In pa skupnostna obravnava, pravijo uporabniške organizacije in organizacije svojcev, je pravzaprav človekova pravica. Ena izmed skupin, ki dela na tem področju posebej močno, je ta skupina, ki se ukvarja z brezdomnimi ljudmi in pravi, da je seveda v skupini brezdomcev, ti se tudi pri nas, se mi zdi, še kar vse pogosteje pojavljajo, da so to ljudje, ki imajo pogosto duševno motnjo, med njimi zelo pogosto tudi depresijo, in da je potrebno te njihove probleme nasloviti na celosten način. Tako da tole bom spustila. Zdaj v smernicah Svetovne zdravstvene organizacije in Združenih narodov je še vedno to dejstvo, da bi se morali ljudem približati v njihovem naravnem okolju, eno izmed najbolj pomembnih priporočil, ki ga v Sloveniji pač še nismo uspeli doseči. Tako da moja zadnja slika je pravzaprav namenjena temu, da vas opozorim, da je res duševno zdravje vseh nas, ne samo tistih, ki so na robu družbe, zelo pomembno odvisno od odnosa do te skupine in da moramo biti pozorni kot družba in kot strokovnjaki tisti na kršitve človekovih pravic ljudi, ki imajo težave v duševnem zdravju, posebej zato, ker so dejansko pogoste. Ker se še vedno brez potrebe ljudi, ki imajo diagnozo, omejuje na številnih področjih njihovega življenja in ker ima to pomemben vpliv ne samo na kakovost njihovega življenja, ampak tudi na kakovost življenja njihovih družin. In Svetovna zdravstvena organizacija in Združeni narodi pozivajo k temu, da se v 21. stoletju vendarle začne razmišljati o psihiatriji kot o vedi, ki ne potrebuje najbolj grobih restriktivnih oblik obravnave, kot je fizično oviranje in podobno. Torej, večina obravnav, če želimo zmanjšati pogostost težav v duševnem zdravju, naj se odvija v lokalnem okolju na integriran način in z upoštevanjem celostnih potreb pacientov. Treba je razumeti, da ljudje, recimo, ki jemljejo psihiatrična zdravila, imajo seveda številne neželene izmed stvari, o katerih se zelo malo govori. Da seveda predpisujemo ogromne količine psihiatričnih medikamentov, psihiatri naj jih predpisujem vsak dan, zato lahko to povem, da predpisujemo velike količine psihotropnih zdravil ljudem tudi z blagimi težavami, kot sem rekla, da smo pri tem prestopili že razumne meje predpisovanja, da smo pa zanemarili psihološke potrebe ljudi, da premalo upoštevamo realne socialne okoliščine, ki sprožajo njihovo duševno motnjo in da je potreba v zvezi s tem nekaj narediti. Eno izmed programov, ki jih v ta namen pripravljamo tudi v Sloveniji, ta tako imenovan WHO Quality Rights Toolkit, bom rekla to v angleščini, ki bo v kratkem času objavljen in bo do njega prost dostop na
preko Nacionalnega inštituta za javno zdravje in govori prav o tem, kako pristopati do ljudi. A imam še 2 minute, ali ne? Če imam. Zato, ker bi rada čisto za zaključek pa vam vendarle povedala, da je letos 100. obletnica smrtne rojstva Franka Bazalije. To je bil en psihiater v Gorici, ki je v Italiji pravzaprav dosegel, da je prišlo takrat 1987 do reforme, do tega, da so zaprli pravzaprav vse psihiatrične bolnice. Zdaj, to je bil en gospod, ki je rekel, psihiatrijo moramo narediti takšno, da nihče več ne bo privezan. In to njegovo poslanstvo je pravzaprav šlo, ta reforma, ki so jo takrat izvedli v Italiji, je pravzaprav še vedno učno gradivo za vse nas, tudi v današnjem času. Pa bom s tem zaključila. Hvala. Najlepša hvala za to izčrpno in poučno predstavitev. Sem kar malo ljubosumen, da imajo na medicinski fakulteti tako dobre predavatelje. Ja, zdaj pa čas, da izpostavite nekatera svoja vprašanja. Bomo šli po principu, da dvignete roko in pridem do vas z mikrofonom. Hvala. A to je prižgano? Je. Torej, jaz imam eno kolegico, ki se seveda bori z depresijo in njeno prvo vprašanje, imam 2 vprašanji. Njeno prvo vprašanje je, ali na depresijo vpliva tudi menstrualni cikel? Včasih nismo vedeli, ne, zdaj zadnje. Ne vem, če ste tako, ena odlična knjiga je Moody Bitches v angleščini. V glavnem, hormonski ciklus, ne, divje vpliva na psihično stanje žensk. To že celo zgodovino, ne, ampak nikoli seveda do pred par desetletji o tem nismo začeli govoriti. Zdaj pa, ko imamo te analize, ne, tega hormonskega stanja, je pa seveda to postalo zelo jasno. Ti predmenstrualni sindromi so včasih zelo podobni hudim depresivnim, anksioznim slikam. In nekatere ženske to zelo težko prenašajo. Včasih se samo s hormonsko terapijo te stvari povsem uredijo. Povezano vprašanje s tem je, če bi jemala antidepresive, ali bi ti tudi vplivali na menstrualni cikel? Naprimer, da bi se prenehala, a ima kakšen vpliv? Antipsihotiki bolj pogosteje, ne, skupina zdravil pogosteje z antipsihotičnega spektra pogosteje spremeni menstrualni ciklus, antidepresivi redko, saj jaz ne izkušam. Hvala. Drugo vprašanje. Starih, ne, raznih tricikličnih, torej nekaterih antidepresivov, ki jih pa večinoma ne uporabljamo več. Drugo vprašanje pa je še to, ona ima tudi anemijo, torej ima kronično pomanjkanje železa v krvi, ki ga tudi zdravi. In jo zanima, ali bi bilo smiselno vzeti antidepresive oziroma zdraviti depresijo, ali bi bilo mogoče dovolj že samo ozdraviti to bolezen telesno in bi pomagalo tudi pri depresiji. Ko sem govorila o tem, kako pomembno je, ne, v 21. stoletju povezanost med strokami, zdaj to vprašanje je temu namenjeno. Torej, mi moramo vedno najprej odgovoriti na telesne težave, ki jih ima človek, preden se odločimo tudi za antidepresivno terapijo. Torej, potrebna je celotna diagnostika. Če človek anemičen, je šibek, ne, veš, ne more, ne, seveda tudi funkcija je toliko oslabljena, torej skratka treba najprej zdrav telesno bolezen. Najlepša hvala. Eno vprašanje. Vaše mnenje o tem, kako
religija oziroma vera vpliva na depresijo ali pa na splošno na te psihološke bolezni. Mislim, vem, od eni strani lahko ljudje se ful bojijo Boga, od drugi strani pa lahko najdejo neko tolažbo. Mislim, kaj pravite vi za to, kako vplivajo te stvari na mentalno zdravje? Tisto, kar je pomembno področje mojega dela, je seveda to področje okrevanja, predvsem po duševnih motnjah. In seveda tukaj je duhovnost eden izmed ključnih elementov, o katerem pripovedujejo številni ljudje, ki imajo izkušnjo duševne motnje. Torej tisti v procesu okrevanja, torej vračanja v vsakdanje življenje, je ta element za številne ljudi izjemnega pomena. Torej jaz absolutno mislim, imajo skupnosti, ki imajo vero, da imajo tle neke prednosti pred tistimi, ki te opore nimajo. Zaradi tega, ker verska skupnost sama po sebi pomeni tudi socialno mrežo, ki težje popusti kot druge socialne mreže. Hvala. Ni tako, kot recimo tudi sladkorna bolezen ni ozdravljiva. Se jo da pa večinoma obvladovati. To je pač kronična bolezen, ki jo je mogoče obvladovati z različnimi zdravili pa drugimi oblikami pomoči. Da se pač ni človek čisto pozdravil, pa ne, ampak tako je tudi pri večini drugih kroničnih bolezni. Večina ljudi, več kot tretjina ljudi s shizofrenijo funkcionira povsem normalno v svojem vsakdanjem življenju, če je to ozdravitev. Silvan, mene zanima, dokaj je prišel zdaj ta zakon za psihoterapevte, kjeri bodo lahko, kjeri ne. To še verjetno ni sprejeto. Ja, to je, kaj mi rečem, sploh ne vem, kje ne začnem. V glavnem, zdaj zadeva spet stoji na ministrstvu, ne vem, kaj so zdaj proti zadnjemu predlogu, ki ni bil nič posebenega, no, pač te neko zbornico hoteli ustanoviti, so se sprožili zelo veliki protesti, tako da ne vem, kako se bo ta stvar nadaljevala. Tle je neka bitka iz roki, meni niso čisto jasne. Je pa to nedopustno, da to ni res ne gre naprej. Če jaz prav razumem, ko govorite o tem, da bi se moglo težave depresije reševati v realnem okolju, to pomeni, da se ljudi ne institucionira. Ne vem, zakaj mi ne gre iz glave, ker poznam primer, ko je bilo odmik iz okolja, kjer je človek obstajal, dejansko pomoč k temu, da je pač postal boljše. Se pravi, umik od nekih težkih odnosov, ki so se potem zaradi distance počasi čez leta rešili. Mislim, ne pravim, da je človek se ni institucioniral, ampak se je ločil od okolja, ki ga je delal žalostnega in mu je dajal občutek, da je nesposoben, nevreden in tako naprej. Mislim, hospitaliziral se je, torej ne, samo umaknil iz okolja, ki je bilo težavno. Torej, duševne motnje nastajajo v realnem življenju. Duševne motnje niso neka napaka, niso samo neka napaka v biokemiji, ki se nam zgodi v možganih. Niso samo biokemična nenormalnost, kot se prodaja v raznih psihoedukacijskih. Torej, duševne motnje nastajajo v realnem življenjskem okolju, v resničnih težavah, ki jih je treba reševati, če hočete, da bojo ljudje okrevali. Če ne, seveda je to brezvezno. Nobenega vprašanja več? Še dve vprašanji. Tale Basaleva reforma v Italiji, ki je bila, ne? Ja. Dobro, jaz sem gledal tudi ta film, pa nekaj prebral o Basali.
ampak je veliko ljudi potem ostalo brez, niso imeli nekaj, kam bi se zatekli, ne? Ker doma so bili lahko težave. In vem, da so se takrat hodili zdraviti iz Italije tudi v Idrijo. Ne? Ja, Tako da, če sem uničimo bolnice, je premalo. Ne? ne, nič. Mislim, da tudi slučajno prvo zelo trdno zasidrane v sistemu skrbi. Nihče ne dvomi, da je določeno število psihiatričnih postelj vendarle potrebno, ne, čisto dobro. Prav gotovo ne. Seveda reforma italijanska je šlo, vse je šlo narobe na začetku. Tako da enoznačnih. Torej, ljudje s duševnimi motnjami morajo tako kot drugi bolniki imeti mrežo skrbi. Torej, mrežo različnih oblik pomoči, ki morajo odgovarjati na njihove potrebe. Ampak to ne more biti samo bolnica. Mora biti še marsikaj več tudi v njihovem delu. Vendarle bi bilo zanimivo slišati tudi nekaj o anksioznosti, mogoče o sorodnosti, pa tudi različnosti od depresije in mogoče kakšni so tukaj pristopi, ki so najbolj uspešni. Anksioznost je kot simptom najpogostejši simptom. Ne? Zato je recimo v teh epidemioloških študijah se izkaže, da so anksiozne motnje najpogostejše izmed vseh, zato ker se pojavlja tesnobnost, ne? Se pojavlja praktično pri vseh duševnih motnjah, pri shizofreniji, pri depresiji, pri manjskih duševnih motnjah, pri delirijih, pri alkoholizmu, povsod imate pridruženo tesnobnost, tako da seveda obstaja pa velika skupina tesnobnostnih motenj, med njimi generalizirana anksioznost, panične motnje, ki so najpogostejše diagnosticirane motnje, sploh zato, ker z njimi ljudje seveda letijo na urgenco, ker si jih je strah, da srčni infarkt, ne, in pa seveda različne fobične motnje. Te motnje se zdravijo tako kot vse druge, mislim ne kot vse druge, ampak se izrazito sigurno najprej zdravijo z nekimi psihoterapevtskimi, relativno enostavnimi posegi in so zelo dobro obvladljive. Jaz delam v Centru za duševno zdravje v Logatcu, še zmeraj imam tam nekaj psihologij in jaz ne morem verjeti, ne, veš, ko sem jaz začela delati, tega ni bilo, ampak te punce, ki so mlade, ampak so izšolane za to enostavno psihoterapevtsko vedenjsko kognitivno obvladovanje, one res recimo obsesivno-kompulzivno motnjo, ne, da veš, prisilne misli in prisilna dejanja, ko smo včasih mislili, da je neozdravljiva, ozdravijo dobesedno v nekaj seans. Anksiozne motnje, fobične motnje, ne, veš, on se strah pred vožnjo ali pa pred nečem, veš, to res 5 do 10 srečanj pa imajo z pacientom shene. Torej, prva pot pri zdravljenju anksioznosti je prav gotovo psihoterapevtska obravnava, ki pa mora biti kakovostna in v skladu s smernicami, šele potem zdravila. Zdravila za anksioznost so pa enaka kot za depresijo. Gre verjetno za en skupen sklop, gre za en skupen sindrom, ki se tudi zelo močno povezuje. Če sem najkrajš, kar sem mogla, sem povedala. To se pravi, kot ste rekli, pač depresija ima veliko, mislim, obrazov, pa različno se razvije, pa začne. Pa najbrž v večini primerov pač tisti ljudje, ki trpijo za to, za depresijo, težko spregovorijo o tem, ali pa se mogoče preden do tega spoznanja, da imajo resne težave, če lahko tako rečemo, ne, da o tem težko spregovorijo. A je veliko primerov ali pa a so primeri tudi, kadar naprimer pač vsej ljudje se pogosto srečujemo z podobnimi občutki, kot ste rekli, kot so pri depresiji, ampak da nekako sami to spodbudimo. To se pravi, da se nam pač dogaja neka situacija, pa bi bili lahko čist kos, če bi pač, ne vem, šli normalno naprej oziroma tisto stanje nekako premagali, ampak potem še samega sebe skoraj da ne prepričamo, tako da
da imamo večje težave, kot jih imamo v resnici. Sem Res je, nekako- zelo pomembno temo ste načeli, ne, to so te zdaj več ste jih načela, po mojem, no, ampak ena izmed tih je ta problem samodiagnosticiranja, ne, a veš, ljudje hodijo okrog, pa reče, sem borderline, jaz sem pa, a veš, imam neko depresijo, še najmanj, ali pa ADHD, ne, zdaj hiperkinetični sindrom, ne, to so, veš, te sami sebe ukalupljajo, ne, oziroma govorijo o sebi kot o diagnozi, kar je neznosen redukcionizem, kar se meni tiče. To je problem. Torej, skratka, to je en del problema, se mi zdi, da s tem, veš, s tem samodiagnosticiranjem smo naredili veliko več škode kot koristi. Drug del problema pa je to, a veš, kako pravzaprav, a veš, zakaj je problem, da nekako o svojih težavah tako težko, ali pa ne govorimo na svoboden način, ali pa ne govorimo na strpen način, da se vam bom povedala primer, ko sem bila, jaz imam neke sorodnike tam na Krasu in seveda mi se je zgodila ena huda družinska tragedija in jaz vem, da sem takoj potem, ko se je to zgodilo, so oni mene poklicali in so rekli, Vesna, pridi, ne, a veš, nekaj strašnega se nam je zgodilo. In ko sem prišla tam, tja je bilo tam, a veš, 30 ljudi, to je bilo pa eni smrti zelo hudi, bilo tam različnih sorodnikov iz vseh vetrov, ki so stali ob strani tej družini in so se pogovarjali o tem, kaj se je zgodilo, ne? Zdaj, ali pa kako se kdo počuti. Ne? Zdaj, ta svobodna komunikacija o tem, tudi o blažjih ali pa težjih težavah, je ključ pravzaprav tudi do dobre preventive. Po mojem. Ja, ne vem, če sem sploh odgovorila na to, kar se hotela, ampak No, mene pa zanima, če mogoče veste, oziroma če se strinjate s tem, veliko se govori, sploh pri mladih, da ne najdejo smisla v življenju na marsikaterem področju. Pa kaj bi bil vzrok za to, da je tako družba malo zašla, če je temu tako? Kaj vi mislite o tem? Odgovor na to vaše vprašanje bi bil za Nobelovo nagrado, ne. Ampak to je ključno vprašanje. Zdaj ta disforičnost, ta neka, veš, občutek brez veze, ne, neke praznine, ne, ki se je tako pogost, ne, zdaj pri mladih ljudeh, pa tudi neke depresivnosti, zdaj COVID je pokazal ogromne razsežnosti tega, veš, nekega depresivnega, anksioznih stanj, ne, ki so večkrat bila celo na meji nekih samomorilnih razmišljanj. Zdaj, kaj je vzrok, ne, zelo težko reči, najbližje, ne. Konkretnemu znanstvenemu odgovoru je to, da morda, ne, veš, se nam vendarle dogajajo neke posledice zdaj tega zaslonov, ne, veš, ki so, veš, kar se, nobeden še ne ve, ne, zdaj kakšne so dejanske posledice tega, da smo zdaj tako množico otrok priklopili v bistvu na telefone, ne, pa adolescentov, pa seveda tudi odraslih. Drug je pa seveda druga misel, ki meni pride na misel v tej situaciji, pa je seveda problem drog, ki so zelo široko razširjene in o čemer se tudi zelo malo govori, ne, uporablja se ogromno, ne veš, na vsakem vogalu, gre se čez Ljubljano, vohate marihuano na vsakem vogalu, ne. To je, pa ne samo marihuana, edinkrat v zgodovini človeštva, ne, ko je recimo pogostost shizofrenije poskočila, shizofrenija je cel od začetka spremljanja te bolezni, jo ima približno 1% prebivalstva. Prvič je prevalenca zrasla na 2% v Veliki Britaniji, potem, ko so legalizirali marihuano in jo začeli res kaditi na vsakem vogalu. Skratka, prepovedane in manj prepovedane droge, ne, so lahko ena izmed povodov te zelo velike pogostosti tega, veš, navideznega distanciranja mladih ljudi, ne, tega njihove, veš, tako da ne vem, ni pa jasnih odgovorov, absolutno še. Ne bi pa jaz zdaj tle neki družbo pa staršev krivila, pa ne vem kaj. Zdaj starši se trudimo, kakor se moramo v tem realnem, veš, svetu, ne, ki je tle, mislim,
in otroci seveda so odraščali včasih v veliko hujših socialnih razmerah in okoliščinah kot danes. Danes živimo v blagostanju. Zdaj tle ne verjamem, da so neki družbeni vplivi tisti, ki delajo nek hud stres, ki bi povzročil to. Tako, to je moje razmišljanje, vem pa. Kaj pa tale bipolarna motnja, ki je dejansko sestavljena iz evforije in depresije, recimo, ne? A si res obsojen na celo življenje, da je zdravila, ali se da tudi kaj urejati in zmanjšati in zaživeti res z kvalitetno psihoterapijo? Ne vem, če je to psihoterapijo. Življenje z bipolarno motnjo, povejo meni moji pacienti, je garanje. Gre za to, da ljudje morajo obvladovati nihanje razpoloženja in da seveda morajo znati prepoznati, kdaj pride, kdaj bojo zanihali v eno fazo ali v drugo fazo, da morajo to prepoznati pravočasno, da morajo znati seveda upravljati z svojimi zdravili, tako da bojo to motnjo lovili, da je seveda dobro imeti zraven kakšnega dobrega psihiatra ali pa vsaj zdravnika, ki ti pri tem malo pomaga, da je zelo dobro, če jim ob strani stojijo svojci, ki jim pomagajo loviti. Večina ljudi z bipolarno motnjo nima nobenih hujših posledic svoje bolezni, kar se tiče kognitivnega funkcioniranja in lahko z to motnjo živijo, dokler jo imajo pod kontrolo. Podobno velja tudi za druge duševne motnje, ampak bipolarna motnja je izrazito motnja, ki zahteva visoko stopnjo samonadzora, zato sem rekla garanje. Da vendar bdiš nad tem, da se ne pustiš, da te prelisičijo občutki, da bo zdaj pa vse v redu, da to prepoznaš recimo kot začetni znak neke manične faze in se znaš pravočasno ustaviti. Ogromno, največji del obvladovanja bipolarne motnje je samo obvladovanje. Če je bilo prej vprašanje za mlade, zakaj je stanje nekako slabše ali pa brez smisla, zakaj pa starejši, ker so prej živeli doma, pa jih je nekdo gledal, da se niso ubili, ali mislim, ker so bili del skupnosti, pa jih zdaj nekako mečemo v domove, kjer so del drugačne skupnosti, pa ta ni toliko koristna za njih, ali so kakšni podatki, zakaj je samomorilnost pri starejših večja? Jaz vam rekla sem hvala za to vašo pripombo, ne vemo, da veš, noben ni šel gledati, nobenega ne zanimajo starci. Torej, v glavnem vse se vrti, vse veste, v covidu se je vse vrtelo okrog mladih, pa ti reveži, pa suicidalni, pa anksiozni, pa depresivni. Medtem ko seveda so starci, oprostite, ko govorim, ampak to, ko sem sama množično umirali v domovih, vedeli so, da se bojo nalezali in da bodo umrli. Veste, kakšne stiske so bile to? Skupaj so bili nagneteni v domov, za to katastrofa, po celem svetu, veš, kaj se je to dogajalo. Noben ni s tem ukvarjal, bože. Torej, ni resne raziskave, ki bi pogledala, kaj je vzrok. Tako visoka je samomorilost pri starejši populaciji pri nas. Zelo mogoče je, da je povezana s takimi stvarmi, ki jih vi razmišljate. Torej, z revščino, izključenostjo, osamljenostjo, z tem, da je oskrba v domovih taka, kot je, veš, to je pač se vidimo, da je ogromno nekega, veš, problemov, nespoštovanja, nevarovanja človekovih pravic, neustreznih odnosov. Mislim, vsi, ki ste starejši tukaj, se vas ni prav dosti, ampak lahko pomislite, kako bi se počutili, če bi vas iz domačega okolja nekaj dali v eno sobo, kjer so še trije, a veš, od tega dva smrčita. Pa da drugi tujci odločajo o tem, kako bom jaz preživel dan. To je težko. No, tukaj vidimo tudi predstavnike cerkve, nekaj jih je, pa me zanima, če bo cerkev razmišljala, da bi ustvarila kakšne take skupine. Kolikor vem,
je leta 2011 bil tukaj pater Toni Brinjevec in smo skupaj ustanovili skupino, ki je delovala enih 10 let, ne, in potem so patra pač predstavili, ne, ki je gor nekam v Prekmurje in je skupina počasi končala. Torej, tukaj smo na prostoru, kjer jezuiti se ukvarjamo pravzaprav res z pomočjo, poleg seveda duhovne oskrbe, tudi z psihološko pomočjo ljudem, ne strokovno sicer, ampak v smislu skupnosti, kjer ljudje, recimo, ki so v depresiji, ki žalujejo, imajo možnost skupaj odžalovati. To je en tak velik prispevek temu. Tudi naš pater je izdal knjigo o žalovanju, ki je, mislim, da je prepotrebna in se zdi, da je kar postala kar velika uspešnica. Naslednja stvar, tukaj pri nas smo dali prostor tudi anonimnim alkoholikom, seksaholikom in gamerjem. Se pravi, to so ljudje, ki so tudi visoko rizični za samomore in se pač zdravijo s pomočjo skupnosti in pa neke svoje duhovnosti 12 korakov. Tako da zdaj, kakšna skupina točno je imel Tone Brinovec, je imel zdaj... Aha, okej. No, tukaj zdaj mora biti res nekdo, ki je za to nekako čuti se poklicanega, ne, in se je nekoliko usposobljenega, da te stvari razume, pa težko je to, bi rekel, zdaj organizirati. Cerkev je pač, to smo mi vsi, no, ni to zdaj neka inštitucija, ki je kot vlada, ki mora zdaj točno, ne, ampak so to iniciative, ki se same prebudijo in funkcionirajo dobro, dokler so ljudje pripravljeni pač res nekako riskirati svoje življenje za to, da pomagajo skupinam, no, riskirati, močna beseda, pač zastaviti svoj čas in energijo in voljo in znanje za pomoč drugim. Sicer pa mislim, da je prav to, ta psihosocialni vidik tisti, ki ljudem lahko na ta način pomaga. To bi rekel, no, upam, da sem dobro odgovoril. Bo? Najlepše. Še kakšno vprašanje? Ne. V tem primeru bi se pa še enkrat zares lepo zahvalil naši gosti, predavateljici in ko povabim Damjana Rističa, da pride gor povedati nekaj besed, bi si želel, da ji podate še en velik aplavz. Hvala lepa vam. Hvala, da ste me povabili. Zdaj pa imam jaz še nekaj novic za vas, jezuitski kolegi. Vidim, da kar nekaj obrazov, ki mogoče še tukaj niste bili, je ustanova za dodatno izobraževanje študentov. Večerna akademija je, bi rekel, naša roka, ki jo podajamo Ljubljani, medgeneracijsko in pravi dialog med akademijo in pa med občo javnostjo in jaz sem hvaležen vam tudi osebno za to, da ste nam podarili vaše znanje in vaš čas in skrb. Sicer pa je druga roka kolegija, seveda tudi izobraževanje, ki je malo bolj, recimo, ni enkratno, ampak traja cel semester in v ta namen organiziramo različne module. To so predmeti, ki jih izberete po svoji izbiri in trajajo en semester. In v naslednjem semestru vas vabimo na naslednje na module jezuitskega kolegija. Čist nekaj novega, posebnega bo kulinarična delavnica in sicer bo predavala gospa Anita Kušar, doktor se pravi za prehrambene vede. Tam se bomo lahko naučili
marsikaj od branja etiket in tako naprej o zdravi prehrani in podobno, s neki praktičnimi pristopi, tako da posebej prirejenimi za študente. Jaz sem kuhal včasih silečino juho z veliko popra in to je bilo baje zdravo. Pa poceni. Naslednja stvar, vračata se dva biblična predmeta, dva biblična teologa bosta predavala, in sicer bo to Markov evangelij v globino, to bom jaz predaval, to je pač predavanja so na akademski ravni, ni tako, bi rekel, neka skupina, mal kitara, pa potem pesnica, pa tako, pa icebreakeri, ampak je pač resen študij, ki pa sem prepričan, da vam bo koristil, da spoznate Sveto pismo kontekstualno, kulturno, historično, razumevanje besedila in pa potem tudi interpretacijo tega. Zelo popularen modul, retorika, je spet odprt, tako da se lahko poskušate vpisati, če boste imeli srečo, se boste uvrstili na ta izredno zanimiv študij. Če pa želite videti, kakšni so rezultati retoričnega študija enega semestra, je v torek, 21. ob 18. v kavarni, kamor bomo zdajle šli, javni nastop. To se pravi, študentje se bodo predstavili z kratkimi nagovori tukaj pri nas v kavarni. Mošti tja. Tako da, dobrodošli 21. Sem ob 18. Potem še en pomemben, že dolgotrajen tudi modul, ki ga nudimo, so osebne finance. Vem, da ste vsi mojstri osebnih financ in financ nasploh, ampak zakaj ne bi prišli preveriti tega znanja in ga poglobiti z magistrom Simonom Megličem, seveda. On je predavatelj, zdaj že 3 leta predava, zelo dinamičen, sicer je glavni financer Novartisa in pokriva predvsej, bi rekel, pokraj sveta v smislu denarja, ampak on se je nam vendarle posvetil, to je njegovo darilo študentom, in pač to bi rekel, zelo majhne denarje nudi študentom, kar bi sicer lahko zaračunal zelo precej več. Uvod v Sveto pismo Nove zaveze bo predaval pater Mijo Kekič, tudi biblični teolog. Spoznali bomo na hitro pregled vseh 4 evangelijev, tako se bomo razširili svoje znanje, bi rekel, in lahko poglobili tudi vero in končno mogoče ugotovili, kaj pravzaprav res verjamemo, ker treba je malo poznati, ne? Ja. Torej, to so te stvari, na katere vas vabimo. Sledite našim medijem, ki so kar aktivni, Instagram, Facebook, če ste malo starejši verjetno, tudi mlajši. In pa lahko se tudi naročite na tale naš vestnik, ki prinaša poročila in pa dogodke, ki prihajajo. Naslednja večerna akademija je na žalost moral predavatelj odpovedati, bila je zanimiv naslov, živeti v sekularni državi, dobi, ne, kar bi bilo res zanimivo, ampak na žalost ne utegne, tako da iščemo zdajle, kako bi to večerno akademijo pokrili, in sledite, ponovno vas vabim, da sledite medijem našim, in upam, da bomo našli nekaj zanimivega, morda blizu tega področja. To je pa že vse, kar sem vam želel povedati, in se vam zahvaljujem tudi z moje strani kot rektor vašega obiska in se veselim našega ponovnega snidenja. Naj omenim še, da ima kolegi tudi YouTube kanal, kamor se bo tudi objavila večerna akademija.
Sedaj ste pa vsi vabljeni v kavarno, kjer, če boste imeli srečo, dobite še sendvičke oziroma narezek. Ja. Mogoče malo, če ste res lačni, da malo hitreje pridete do tja, ker vas je res veliko. Hvala lepa.